Papež Frančišek je med jutranjo mašo v kapeli doma svete Marte dejal, da je za širjenje Božjega kraljestva potreben pogum, da vržemo gorčično zrno in umesimo kvas. Izhodišče homilije je bil evangeljski odlomek, v katerem Jezus primerja Božje kraljestvo z gorčičnim zrnom in s kvasom. Papež je dejal, da sta oba majhna, a vendar imata v sebi veliko moč, ki raste. Tudi moč Božjega kraljestva prihaja od znotraj, je poudaril sveti oče in nadaljeval. Upanje je tisto, ki nas vodi k polnosti, upanje, da izstopimo iz tega zapora, iz te omejenosti, iz tega suženstva, iz te pokvarjenosti in dospemo do slave. È sempre la Chiesa. Cerkev je imela vedno pogum, da je vzela in vrgla, vzela in zmesila. Tudi strah jo je bilo, da bi to storila. Velikokrat vidimo, da se ima raje pastoralo konzerviranja, ne da bi se kraljestvo pustilo rasti. Tako ostanemo to, kar smo mali na mestu, varni in kraljestvo ne raste. Da bi kraljestvo raslo, je potreben pogum, da vržemo zrno, da zmesimo kvas, je dejal papež Frančišek. Res je sicer, da če se zrno vrže, se ga izgubi in če zmesim kvas, si umažem roke. Vedno je neka izguba pri sejanju Božjega kraljestva, kot je dejal papež in posvaril. Gorje tistim, ki oznanjajo Božje kraljestvo z iluzijo, da si ne bodo umazali rok. To so varuhi muzejev. Raje imamo lepe stvari in ne tega dejanja metanja, da bi se tako sprožila moč, da bi se umesilo in bi moč povzročila rast. To je Jezusovo in Pavlovo sporočilo, napetost, ki gre od suženstva greha k polnosti slave. Upanje je tisto, ki gre naprej, upanje ne razočara, kajti upanje je preveč malo, upanje je tako majhno kot zrno in kot kvas. Sveti oče je pridigo sklenil z besedami, da je upanje najponižnejša krepost, je služabnica.